Predno bom kaj povedal o zdravstvu in sociali v tem proračunu za leto 2011 in 2012. Naj povem, da smo v fazi osnutka LDS podprli, to se pravi osnutek proračuna za 2011 in 2012, ker smo pač smatrali, da sta oba dokumenta razvojno naravnana in ustvarjata pogoje dejansko za boljše življenje v mestu Ljubljana. Smo pa tudi v fazi osnutka opozorili na nekatere probleme, za katere smo želeli, da mestna uprava najde boljše rešitve in smo tudi konkretno predlagali, kako vidimo take rešitve. To so recimo na področju kolesarjenja. Mi želimo, da bi Ljubljana postala bolj naklonjeno kolesarjem mesto in smo te neke rešitve predlagali. Potem smo predlagali, kako naj bi se izboljšalo vzdrževanje občinskih cest. Nekatere se dobro vzdržuje, nekatere so skrajno zanemarjene. Predlagali smo tudi boljše delovanje četrtnih mladinskih centrov, pri tem pa imamo že dobre izkušnje, saj so v kar 4 ljubljanskih četrtnih skupnostih taki mladinski centri zaživijo. Mi smo predlagali, naj se to uredi v vseh četrtnih skupnostih. Žal moram reči, da vse te naše pripombe, katere smo tudi pisno dali na tej seji, niso bile upoštevane. Kar se tiče zdravstva in sociale, moram reči, da je proračun v letošnjem letu kar za 12% povečal sredstva za zdravstvo in socialo, kar je po našem mnenju pomembno, zato ker mi sami in tudi torej mestni svet kot celota daje velik pomen zdravstvu in zdravstvenemu varstvu in socialnemu varstvu v mestu Ljubljana. Naj povem čisto na kratko, da Zdravstveni dom Ljubljana tudi po strokovni plati zelo dobro opravlja te storitve in dobro skrbi za zdravje občanov oziroma meščanov na tem prvem zdravstvenem nivoju, kot mu rečemo splošni medicinski nivo. Da imamo pa velik problem z najpomembnejšim delom tega splošnega medicinskega nivoja, to je z urgenco. Pa ne zaradi tega urgenco, tu mislim na tisti del, ki se mu reče splošna nujna medicinska pomoč, in ki deluje 24 ur v mestu Ljubljana in za katerega skrbi Zdravstveni dom Ljubljana. Gre za to, da ta urgenca skupaj z sekundarno urgenco, specialistično urgenco, deluje v povsem neprimernih prostorih, kar se lahko vsak prepriča, če ima žal to možnost, da pride na urgenco. Neprimerni prostori pač ustvarjajo potem tudi neprimerno dolgo čakanje, tako da se že sprašujemo, ali je urgentna pomoč res tam urgentna, če mora človek 3-4 ure čakati na to, da ga zdravnik pregleda. Saj veste, da je zato bila tudi zastavljena nova investicija, to se pravi gradnja nove urgence, ki pa je iz nam neznanih razlogov zastala, ampak ta gradnja je seveda problem države. Tukaj apeliramo pač na državo, da to čim bolj pospeši oziroma da sploh zgradi to urgenco. In če bo to narejeno potem zdravstvo v Ljubljani, ker je prvič zdaj po nekaj naših urgencah pri prejšnjih proračunih, v prejšnjem mandatu, je prvič zdaj tudi v tem proračunu so namenjena sredstva za investicijo oziroma za obnovo zdravstvenega doma Ljubljana, in sicer enot Črnuče in Bežigrad. To je izjemno pomembno, ker s tem bo celoten zdravstveni dom Ljubljana, ki ima svoje enote v bivših občinah ljubljanskih, bo kompletiran in bo res lahko nudil tudi, kar se tiče samih prostorov, izvrstno pomoč. Žal moram tukaj izpostaviti na tej postavki tudi, da se povečujejo sredstva za zdravstveno zavarovanje oziroma za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tistih občanov, ki tega ne zmorejo. Hočem reči žal in hkrati tudi k sreči. K sreči je jasno namenila občina sredstva za te ljudi, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, žal pa zato, ker to kaže, da je Ljubljana tudi v hudi gospodarski krizi, da je teh ljudi vedno več, ki ne zmorejo plačevati prispevka. Seveda bomo jasno
te stvari z veseljem podprli. Tukaj moram še eno pripombo, ki sem jo prej pozabil, pa se mi zdi kar pomembna za mlade družine. Mi smo opozorili na opozorilo naših meščanov, smo opozorili, da se igrišča, otroška igrišča, da so v Ljubljani, ki jih je veliko, v zadostnem številu, v veliki meri zanemarjajo, da so zanemarjena, da se dogajajo vandalistične akcije, se pravi poškodovanje igral, dalje. In smo to na prošnjo teh mladih staršev tudi dali kot predlog v proračun, da se malo bolj poskrbi. Naš predlog je bil, da poskrbijo redarji, mestni redarji tudi za to, da bojo ta igrišča lepo urejena in dostopna za igranje. No, pa smo dobili tudi odgovor, da to ni potrebno, da predlagamo, ker imajo redarji že tak nalogo, da skrbijo za ta igrišča. To. Ja, jaz bi se nakratko dotaknil lažjega dela sprememb mestnega statuta, se pravi dela, ki se nanaša na spremembo praznika. Kot veste, je imela Ljubljana do sedaj dva praznika, in sicer 14. april, ko ne bi bila prva omemba mesta Ljubljane v pisnih virih, in pa 9. maj, dan miru, ki je že dolgoletni praznik mesta Ljubljane. Ta 14. april je praznik šele od začetka 90. let prejšnjega stoletja. Kot rečeno, naj bi obeleževal prvo omembo v pisnih virih mesta Ljubljane kot Ljubljane. Žal se je kasneje ugotovilo, da temu ni tako. Zgodovinska dejstva kažejo, da pravzaprav ta datum ne drži, in zaradi tega se seveda s temi spremembami, ki so sedaj predlagane, popolnoma strinjamo. 9. maj je dan zmage, bil včasih, sedaj naj bi se to imenovalo dan svobode in miru. Kot veste, je to tudi evropski praznik in seveda popolnoma podpiramo tovrstno spremembo. Menimo tudi, da tu, kot nekateri poskušajo očitati, ne gre pri teh spremembah za poskus delitve Ljubljančanov, saj moram reči, da sem prepričan, da ni praktično Ljubljančana, ki ne bi se zavedal pomembnosti 9. maja, ne glede na to, kakšno je njegovo politično prepričanje. Okay. Jaz bi se rad opredelil v imenu mestnega odbora LDS do predloga statuta v enem delu, ki je postal v zadnjem času precej aktualen in se nanaša na pristojnost župana, da odloča o sklenitvi poslov, torej da se razpolaga z stvarnim premoženjem mestne občine. Tu je, kot je znano, predlagana sprememba statuta, tako da bi bil po novem iz odločanja o teh poslih v vrednosti več kot 2 milijona evrov izključen mestni svet. Predlagatelj te spremembe statuta ima prav v delu, ko se sklicuje na to, da gre za uskladitev z zakonom o stvarnem razpolaganju s premoženjem države in lokalnih samoupravnih skupnosti. Namreč tu je res prišlo do spremembe v tem zakonu, vendar pa v LDS opozarjamo, da taka rešitev ni edina možna, ni edina tista, ki bi bila skladna z zakonom. Predvsem želimo opozoriti na to, da to vprašanje pristojnosti sveta ureja tudi zakon o lokalni samoupravi, ki v 29. členu določa izrecno pristojnost tega organa
da odloča o takih primerih. In še več, ta zakon celo pravi, da je drugačna pristojnost sveta mogoča samo, če zakon o lokalni samoupravi tako določa. Očitno gre torej za konkurenco dveh zakonov, ki tu lahko vzbuja različne razlage, tudi različne pravne razlage. Po eni strani je ta zakon o razpolaganju s premoženjem kasnejši predpis, po drugi strani pa je specialnejši predpis glede pristojnosti sveta, zakon o lokalni samoupravi. Zaradi vsega tega v LDS menimo, da so tu možne različne rešitve in da ni mogoče kar a priori izključiti vlogo sveta iz tega procesa odločanja. Svet tu lahko nastopa bodisi z vlogo dajalca mnenja, lahko pa tudi, po naši oceni, z pristojnostjo, da daje soglasje. Zaradi tega ocenjujemo, da bi bilo smiselno, da predlagatelj ponovno premisli primernost te ureditve, ki jo predlaga, ne glede na to, da je tisto, kar predlaga, v skladu z že prej omenjenim zakonom. Predvsem menimo, da bi se v situaciji, ko so možne različne rešitve, bilo smiselno opreti tudi na to, kako ljudje nasplošno razumejo tako spremembo. Ker navzven deluje, kot da si župan prizadeva za čim manj nadzora nad tem odločanjem in to seveda javnost težko sprejema. Mi torej ne bomo iz tega razloga nasprotovali spremembam statuta, predlagamo pa, da predlagatelj premisli, ali ne bi kazalo predlagati rešitve, naprimer, da župan sklepa te posle v vrednosti nad 2 milijona evrov po predhodnem soglasju mestnega sveta. Taka rešitev bi se nam zdela primerna in je ena od možnih. In v zvezi s tem sem se danes dvakrat pogovarjal tudi z podžupanom, ki je izkazal naklonjenost takemu premisleku. Zdaj pa smo vam na voljo za vprašanje.